pomoč oškodovanim v poplavah, akcija za medvoški nogomet, Leon Marjasec, medvoški podžupan. O NUSZ bo odločala revizija. 9. že hiša na hribu, divji zahod ob Zbiljskem jezeru, prva slovenska namiznica s figuricami, 3. strelski Barbičev memorial. Dober večer in lepo pozdravljeni. Ob tokratnem deževju nam je bilo zaenkrat prizanešeno, čeprav geologi še vedno opozarjajo na možnost plazenja. Ker je bilo po 3-dnevnem deževju obrežje Save razmočeno, je župan Nejc Smole za včeraj sklicano delovno akcijo sicer odpovedal. Vabilo pa velja za sredo 6. septembra, da se torej delo nadaljuje tam, kjer se je prejšnjo sredo zaključilo. Že v prejšnji informativni oddaji smo predstavili delo župnijskih Karitas, ki so vsem, ki so se nanje obrnili že v prvih dneh po poplavah, namenile po 400 evrov iz svojih lastnih sredstev. Nudijo pa tudi vso ostalo materialno in psihosocialno pomoč, pa tudi pomoč pri izpolnjevanju različnih vlog za pridobitev pomoči. Do ponedeljka je bilo na primer potrebno oddati vlogo za pridobitev prve humanitarne pomoči. Do naslednjega petka pa je potrebno izpolniti prijavo škode na stvareh. Spomnimo pa še na druge izredne socialne pomoči, bodisi občinske, bodisi državne preko centrov za socialno delo. Občina je doslej organizirala 2 sestanka z vsemi organizacijami, ki v naši občini na tak ali drugačen način nudijo prvo finančno, pa tudi psihosocialno pomoč poplavljenim v katastrofalnih poplavah. Kajti, kot je že za našo prejšnjo informativno oddajo povedal župan občine Medvode Nejc Smole, so si želeli usklajenega in koordiniranega delovanja. Kot prvo torej, da vsi vemo, na čem smo, da križamo podatke, da vidimo, kje imamo največ težav oziroma ki se bodo pojavile, so se že pojavile največje stiske in da k temu pristopimo koordinirano. Tukaj bi res rad pohvalil posebej CSD, ki se je odzval res pohvalno, šel na teren, praktično od vrat do vrat marsikje. Tudi Karitas, ki je v posameznih izpostavah, v nekaterih izpostavah, kjer so bili bolj prizadeti, res lepo organizirala. Tako da se dejansko skupaj trudi, da se doseže tudi z Rdečim križem vsakega občana, ki bi pomoč potreboval. Do tega ponedeljka so imeli vsi prizadeti v tokratnih poplavah možnost zaprositi za prvo humanitarno pomoč, bodisi strani Rdečega križa ali Slovenske Karitas. Na ta način se bodo razdelila sredstva, ki jih je vlada Republike Slovenije v duhu sočutja in solidarnosti 5. avgusta dodelila obema dobrodelnima organizacijama, vsaki v višini 5 milijonov evrov. Solidarnostna pomoč bo pripadla vsem oškodovanim, višina pa bo odvisna od škode. Če je voda povsem uničila stanovanjsko hišo, prva humanitarna pomoč znaša 3000 evrov, če je poplavila stanovanjski del hiše 1500 evrov, če pa kletne prostore pa 500 evrov. Drugi pomemben datum, ki je pomemben za vse, ki so v poplavah in zemeljskih plazovih utrpeli škodo, pa je petek, 8. september. To je datum, do katerega lahko vsi prijavijo škodo na stvareh. Gre za popis škode, ki ga je država prenesla na občino. Zdaj, kar se popisa škode tiče, je sistem za moje pojme strašno kompliciran in ga je treba narediti, vse izvesti in unesti v AJDO do 22. septembra. Država je to delegirala občinam, verjetno zato, ker smo edine vsaj teoretično sposobne to izvesti, država to zagotovo ni sposobna narediti. Kar je pa problem, so pa šifranti oziroma sam popis škode, ki je pa izrazito kompliciran. Zato smo mi že v prejšnjem tednu pri nas odprli tako imenovano pisarno za občane. Ena naša sodelavka dela zdaj samo na tem, da informira občane, da lahko pridejo k njej, da jim pokaže, kako se te zadeve izpolnijo, da jim pomaga tudi z nasveti, kako doma popisati škodo. Če je preveč zasedena, dobijo termin, pa se potem oglasijo, tako da tukaj res probamo narediti maksimalno, da ljudem olajšamo to birokratsko delo, ki je za moje pojme kar sila zapleteno. V občinski upravi je za pomoč pri izpolnjevanju obrazca za prijavo škode na stvareh zadolžena Teja Zajec. Na podlagi prejetih vlog bo škodo ocenjevala občinska komisija. In kot rečeno, je sistem zanje sila zapleten, državni šifranti pa zastareli, saj v njih na primer sploh ni opredeljene možnosti prijave škode na toplotni črpalki. Tudi zato vse oškodovane prosijo, da prijavo opravijo čim prej. Oškodovanci v poplavah pa lahko zaprosijo tudi za enkratno občinsko socialno pomoč,
tokrat tudi iz naslova sofinanciranja stroškov obnove. Če pa se bodo, oziroma ko se bodo pa zdaj začele pojavljati bolj specifične potrebe, ko bodo ljudje nekako posanirali zidovje, pa smo dogovorjeni, da se tudi slišimo, pa poskušamo naprej najti rešitve. Tudi z strani medvoškega gospodarstva smo dobili od nekaterih zelo lepe odzive in so pripravljeni priskočiti na pomoč, donirati direktno tistim, ki potrebujejo, tako da tudi tukaj bomo delali še korake naprej. Oškodovanci v poplavah se lahko obrnejo in so se že tudi na centre za socialno delo, kjer lahko pridobijo vse informacije o možnih oblikah pomoči zaradi morebitnih osebnih stisk in nastale škode ob naravni nesreči. Kot že rečeno, so bili zaposleni na centrih za socialno delo med prvimi na terenu. Zgodbe iz terena so bile zelo žalostne. Veliko družin, posameznikov in tudi starostnikov je ostalo brez stanovanja ali pa je to postalo zelo tudi neprimerno za bivanje. V Medvodah so določene družine, posamezniki, ki so bili že prej v stiski, ali je to materialna, čustvena, kakršnakoli že. Poplave pa so to stisko samo še dodatno poglobile. Kaj je tisto, kar vi sedaj ugotavljate, da bo največji problem oziroma kako lahko Center za socialno delo sedaj pomaga? Tako, poleg možnosti oddaje izrednih vlog, kot ste že omenila, center nudi tudi psihosocialno podporo in pomoč v obliki razgovorov. Lahko pridemo mi na teren, lahko pridejo tudi ljudje k nam. To je bilo že pred poplavami in tako bo tudi v nadaljnje. Zavedamo se, da je trenutno situacija nekako s tem, ko se malo sanira, trenutno obvladljiva v narekovaju, vendar najhuje šele prihaja. Sploh, ko bodo prazniki, stiske ljudi se bodo povečale in okrevanje družin posameznikov bo pač dolgotrajno. Na terenu smo bili, se pravi, da smo ljudi, uporabnike seznanjali s pravicami, katere pač jim lahko mi kot Center za socialno delo ponudimo. To je pravica do izredne denarne socialne pomoči. Potem smo jih seznanjali tudi z pomočmi, katere nudi občina Medvode. Dajali smo jim kontaktne podatke tudi od drugih nevladnih organizacij, bom rekel, na katere se obrnejo. Vsekakor smo jim svetovali, da nas v primeru pač potrebe poiščejo, pokličejo, oziroma smo bili, se pravim, skozi na terenu, tako da smo mi v stiku z njimi še danes. Se vas je kakšna zgodba prav posebej dotaknila oziroma kakšne pomoči bomo sedaj, ko bo ta materialna stiska prvotna minila, pa mogoče v prihodnosti še potrebovali? Kot je že kolegica rekla, strokovna delavka, ta prvi del je nekako za nami, ko smo ljudi seznanjali s pravicami, kar se tiče materialne ogroženosti, v smislu vložitve vlog za različne vrste pomoči. Zdaj, ko bo pa jesen in pa zdaj, bom rekel, bo pa potrebna drugačna vrsta pomoč. To je psihosocialna podpora, pogovori ljudi z ljudmi. Mislim, da bo ta vrsta pomoči zdaj daleč najbolj potrebna. Pa govorim to kar na dolgi rok, ne? Pol leta zagotovo. Med drugim lahko oškodovanci za kritje izrednih stroškov v poplavah in plazovih uveljavljajo pravico do izredne denarne socialne pomoči. Ta se za letošnje leto dviguje in zanjo lahko, glede na predlagan interventni zakon, zaprosijo tudi tisti, ki sicer niso socialno ogroženi. Vlagatelj v vlogi navede, za kakšen namen potrebuje pomoč in opredeli višino sredstev, ki jih potrebuje. Prejeto pomoč je nato dolžan porabiti za namen, za katerega mu je bila dodeljena. Samska zaposlena oseba bo na primer lahko prejela največ do 3500 evrov, štiričlanska družina pa največ do dobrih 11 000 evrov pomoči za kritje upravičenih stroškov. Včasih rečemo, da ta birokracija dela težave ne le tistim, ki pomoč potrebujejo, mogoče smo malo nepismeni včasih, kar se tega tiče. Birokracija je tista, ki jo vera uporabnike, ljudi, ki jo vera strokovne delavce tudi, bom rekel. Zato ko smo na terenu, pomagamo ljudem z izpolnjevanjem vlog, jim svetujemo in jim poskušamo v teh
včasih olajšati tudi te ali pa preskočiti neke birokratske ovire, bom rekel, in jim stopiti nasproti, ne. Tako da zdaj, kar lahko povem, je, da pri dokazovanju izredne denarne pomoči ne bo potrebnih nekih dokazil, prav tako pri vlaganju vlog ne bo potrebnih bančnih izpiskov, 3 zadnjih, tako da neki birokracije tukaj preskočene, bom rekel. Potem imamo tudi odpravo krajevne pristojnosti, to pomeni, da lahko lahko tudi drugi centri za socialno delo, ki jih poplave niso prizadele, bodo priskočili na pomoč in reševali določeno število vlog. Zato z vlogo za izredno denarno socialno pomoč ne gre čakati. Navodila strani ministrstva so, da z vlogami ne smemo čakati, tako da bomo vloge pričeli reševati prednostno, oziroma poleg vsega ostalega, poleg vseh rednih vlog bomo reševali prednostno tudi vloge za izredne denarne socialne pomoči. Jaz upam, da nam bo zneslo glede na kadrovski manko, bom rekel, ampak jaz upam, da nam bo zneslo. Drugače pa vlogo lahko vložijo kadarkoli, tudi kasneje v mesecu septembru in kasneje do konca leta. Večina ali pa glavnina vlog je namenjena trenutno za sanacije poplav, moramo pa vedeti, da se pričenja šolsko leto in da bodo vloge prišle tudi za nakup šolskih potrebščin, kurjave in vsega, kar pač potrebujejo ljudje, bom rekel, zdaj ob koncu leta. Kaj je tisto, kar vi menite, da je v občini Medvode ta problem, ki ostaja? Mogoče bi izpostavil stanovanja. Ena od taka so pač občinska stanovanja, neprofitna stanovanja, ki jih občina nima. Je vezano na poplave trenutno, moram reči, ampak trenutno se je pojavil problem po teh stanovanjih, ki jih občina nima, in bodo nekatere družine žal, pri katerih se je ocenilo, da žal ne bodo mogle priti na svoje domove v stiski, ker jim bo potrebno iskati stanovanja. Veliko lažje bi bilo, če bi bilo to na voljo. Za tiste, ki so izgubili streho nad glavo, bo lahko dodeljena tudi izredna denarna pomoč za kritje stroškov, povezanih z najetim stanovanjem oziroma subvencija tržne najemnine pod boljšimi pogoji. Že v prejšnji informativni oddaji smo poročali o sredini delovni akciji na obrežju reke Sore. Županovem povabilu so se poleg sodelavcev občinske uprave odzvali še posamezni krajani, člani občinskega sveta in predstavniki društev. To soboto pa so se za delovno akcijo odločili tudi v nogometnem klubu Jezero Medvode. Povabili so člane, starše in podpornike. Njihov cilj je, da nogometno igrišče čim prej usposobijo vsaj za treninge. Škoda, ki jo je Sora naredila na objektih, je ocenjena na skoraj 190 000 evrov. Takole je v petek 4. avgusta Sora drla preko nogometnega igrišča in namesto avtomobilov brzela pod podvozom regionalne ceste vse do tržnice in naprej do sotočja s Savo. Prve posledice smo urejali takoj v nedeljo 6. avgusta, ko smo spraznili vse prostore klubske, ker je bilo res mulja, smeti in vsega. Vse, kar je bilo za stran, smo dali na deponijo in tudi odpeljano. Danes pa smo začeli z prvim urejanjem igrišča, ki je dejansko eden od glavnih pogojev, da lahko sploh izvajamo našo aktivnost, ki se imenuje igranje nogometa. Tudi umetno travo smo očistili, zdaj bomo probali še oprati z vodo in potem videti, koliko še manjka granulata, popraviti škodo, ki je tam nastala tudi na igrišču mala, da saj lahko zagotovimo trening, če nič drugega. Kje boste vadili, glede na to, da tukaj ne morete? V Smledniku. In kako je v Smledniku? Slabše kot pa kle. Zakaj? Ker je toliko veliko marjev. Veliko marjev? Ja, pa daleč. Povej mi, kdo je tvoj idol, tvoj nogometni vzornik? Jack Grealish, ki igra v Angliji pa v Manchester Cityju. Torej, navijaš za koga? Za kateri klub navijaš? Za Manchester City. Takole sedaj izgledajo klubski prostori nogometnega kluba Jezero Medvode. Goli prostori, garderobe, brez omar in dresov, brez klopi, pralnih strojev in sušilcev. Pisarna brez vsega. Prva plesen. Škoda je ocenjena na koliko? Približno skoraj 190 000 evrov na celem objektu nogometnega kluba Medvode. Z odzivom na sobotno delovno akcijo so bili zadovoljni. Igrišče je bilo potopljeno, igrišče je v katastrofalnem stanju, tako kot vsi prostori kluba. In druge, kot da ga sami spravimo v red, pa probamo otrokom zagotoviti normalne pogoje, kolikor toliko normalne pogoje za treninge ni bilo, kot da pridemo in delamo.
Koliko se vas je danes zbralo, če takole pogledate na hitro, kdo so tisti glavni akterji? Ja, no, zbrali se nas je, glede na to, da smo zelo na hitro tole organizirali, nekje med 20 pa 30, od predsednika kluba, trenerjev, igralcev, staršev. Dejansko vsak je imel čas, vemo, da so še počitnice, da je nekaj staršev še na dopustih. Verjamem pa, da v naslednji akciji, ki bo seveda nujno potrebna, bo ta številka precej višja. Objekti so sicer v občinski lasti, z njimi upravlja javni zavod Sotočje, uporablja pa nogometni klub Jezero Medvode. Glede na to, že nekaj časa nisem aktiven v lokalni politiki, ampak vedno si na tnalu. Ali zagotoviti denar za infrastrukturo, za šport, za karkoli. Vedno nekomu ni prav. Ampak glede na situacijo, ki se je zgodila, če ne bomo poskrbeli za naše otroke, nam tu ceste ne bojo pomagale v občini. Tako da poziv občinskemu svetu, da se organizirajo, da zagotovijo sredstva, da se tukaj igrišče sanira, predvsem da se sanirajo prostori. Nogometni klub Jezero Medvode je za svoje delovanje in kritje stroškov v letošnjem letu prejel malenkost več kot 16.000 evrov. S tem denarjem lahko, da rečemo, preživimo sezono glede sodniških stroškov in teh osnovnih stroškov, ki so fiksni. Lahko poplačamo nekatere trenerje še vmes in tako naprej. Ostalo pa se tak financira več ali manj iz članarine oziroma vadnin, ki jih plačujejo starši. To je glavni vir dohodka, to je nekih približno 60-70% dohodka, ostalo pa je nekaj donatorskih, ki dajo starši oziroma dve firmi pomagata zraven pri nakupu neke opreme. Vemo, da je imel Medvoški klub zagotovljene prostore z oglasne panoje nad igriščem oziroma nad golom, ki gre proti državni cesti. Žal odlok v občini Medvode za to ni sprejet in tega ne ureja, tako da mogoče tudi to poziv občinskemu svetu, županu, da probajo tudi s tem pomagati klubu, zagotoviti ta odlok in omogočiti vsaj del sredstev klubu, s čemer bo lahko povrnil stroške, ki mu bojo nastali. Vas kot starša, če vprašam, kolikšen je strošek recimo za to, da Svit igra nogomet? Strošek ni visok, sploh če to primerjamo s klubi v Ljubljani, v okolici, so stroški vadnine nekje med 30 pa 50 evrov, glede na to, koliko imajo otroci treningov, koliko trenerji vlagajo truda v to in koliko se otroci dobro počutijo, je to dejansko zanemarljivo. Trenutno imajo poleg članske ekipe še okoli 120 vadečih otrok in mladine. Letošnji plani pač naprej garanje, člani probati se, če bo možno uvrstiti v ligo višje. Bo težko delo, ker letos v jesenskem delu sigurno ne bomo mogli uporabljati glavnega igrišča, ki je pač trenutno, vidite kako. Mlajše selekcije do U13, to pomeni 12-letniki in mlajši, bodo lahko igrali v Smledniku, ki je tudi registrirano igrišče, ampak ne za starejše selekcije. Tako da pri njih pa je cilj napredek, mislim, treniranje in napredek, ampak je problem, ker je to malo oddaljeno igrišče za mnogo katerega starša. Vabilu na tokratno akcijo je bil pripisan tudi stavek: dajmo zagotoviti, da v Medvodah nogomet ostane. Se vi bojite za prihodnost nogometa tukaj v naši občini? Pa glede na današnji odziv sam se ne bojim. Vem, da se dogajajo neki odhodi otrok, ampak to je vse posledica tega, da se moramo starši usesti v avto, peljati zdaj na drugo igrišče in definitivno pa to ni posledica slabega dela v klubu. Mislim, da klub dobro dela, da so trenerji dobri, otroci so z njimi zadovoljni in verjamem, da ko bojo prišli spet nazaj na Medvoško igrišče, da se bo stvar stabilizirala. Res se trudimo, da bi lahko začeli nazaj normalno trenirati. Sploh prioriteta je, da bi umetno travo imeli za zimske dni, zaradi reflektorov in to, ker je v šterih že tema in roko in srce se ne more trenirati v Smledniku, ker pač ni razsvetljave in nam je pomembno, da otroci trenirajo, ker jih ni malo. Koliko jih je? Jaz trenutno imam v selekciji 20, ampak to je samo ena selekcija. Zdaj pa računite selekcije pa od 6, 7 pa do 14. Zdaj si pa lahko sami izračunate približno, cca 20 na generacijo. Dekliške ekipe po novem nimajo več, so pa edini pravi kolektivni šport, ki v naši občini še premore člansko ekipo, sedaj ko je košarkarski klub Medvode ostal brez nje. Jaz mislim, da je v Medvodah članski, kar se tiče nogometa, prioriteta to, da smo kot neka ekipa zelo povezani. Pri nas imamo srečo, da smo večina fantov je domačinov, ki so dejansko mladi, 23, 27 so najstarejši. Vse ostalo so mlajši fantje, dejansko so to fantje, ki so šli čez pogon nogometnega kluba Jezero Medvode.
ampak vseeno je problem, ker to so fante, ki so tudi študenti in tako naprej in nogomet ni primarna stvar. Vedno se tukaj zdaj gremo, če hočeš uspešno ekipo, rabiš mogoče kakega igralca, ki ni domačin, ki bo igral, temu rečemo, za nekaj denarja. Te fanti igrajo trenutno za stonj. Tako da tukaj je ta meja med, kaj si želimo. Želimo, da imamo domačo ekipo ali želimo, da imamo ekipo, ki bo nastopala v višji ligi. Ampak spet, če hočeš igralce plačevati, rabiš več denarja. To je ta začaran krog, ki se pol dogaja. Tako da trenutno vse, kar lahko naredimo, da čim več fantov zadržimo v okolju, da jih imamo čim več za člansko ekipo. Poročali smo že, da je župan Nejc Smole v začetku meseca tik pred katastrofalnimi poplavami za podžupana občine Medvode imenoval Leona Merjasca, člana Slovenske demokratske stranke. Funkcijo tako kot tudi podžupanja Mojca Murnik opravlja nepoklicno. Svojo odločitev, da prevzame to funkcijo, pa je za našo televizijo komentiral na dan solidarnosti, ki ga je tako kot večino dni doslej preživel na terenu. Bodisi na intervencijah, bodisi pri prvih sanacijskih ukrepih. Občina Medvode ima tako v tem mandatu namesto enega poklicnega imenovana 2 nepoklicna podžupana, kar je bila že praksa v preteklosti in kot je predvideno tudi v statutu občine Medvode. Kako bi se predstavili v tem trenutku? Preprost, deloven in aktiven, željan sodelovanja in pomoči. Zdaj ste na terenu, tako rekoč vas lahko vsak malo pobara, sicer pa kdaj boste nekako dostopni občanom, na kakšen način boste komunicirali z njimi? Ja, jaz sem nepoklicni podžupan, stiki z mano, vsak me lahko pocuka za rokav, sem dostopen vsem, bom poslušal, kar bo v moji moči, bom posredoval naprej in naredil. V občinski stavbi, ko bo enkrat funkcionirala, boste na voljo kdaj? Takoj. 54-letni Pirničan Leon Merjasec je po poklicu inženir gozdarstva in lovstva. Več kot 40 let je prostovoljni gasilec. Sodeloval je v številnih intervencijah in za svoje delovanje na področju gasilstva prejel več priznanj. Je tudi lovec, trenutno tudi starešina v matični lovski družini Šmarna Gora. Prav tako je tudi zagret čebelar, ki pri svojem čebelarjenju prideluje med izključno na ekološki način. Opravil je strokovni izpit pri obrtno-podjetniški zbornici in pridobil strokovni naziv čebelarski mojster. Že 3. mandat zapored je izvoljen za člana občinskega sveta občine Medvode. Med drugim je bil tudi predsednik odbora za kmetijstvo in gozdarstvo in odbora za gozdarstvo, podjetništvo in obrt. Kot podžupan občine Medvode je zadolžen za področje kmetijstva, gospodarstva, investicij ter krajevnih in vaških skupnosti na levem bregu Save. Od leta 2008 je zelo aktiven član Slovenske demokratske stranke. Vodil je njen občinski odbor, 2krat doslej na listi stranke kandidiral za medvoškega župana in bil med drugim tudi poslanec v državnem zboru. Mislim, da so te občine podhranjene. Po moje so občine vlečni konj vsake države, tudi naše. In če ne bojo imele lokalne skupnosti kot občine moč delovanja, bo težko. Svojo odločitev, da prevzame funkcijo podžupana, pa je za našo televizijo komentiral na dan solidarnosti, ki ga je tako kot večina dni doslej preživel na terenu, bodisi na intervencijah, bodisi pri prvih sanacijskih ukrepih. Z geologi si je ogledal predvsem plazove po Polhograjcih. Kaj nas je mogoče naučila tokratna vodna ujma, da bomo mogoče bolj pozorni pri sprejemanju občinskih prostorskih načrtov? Želje občanov ali pa vsakega krajana vemo, da so raznolike, vendar bo treba tudi na to gledati, kje so poplavna območja. Marsikateri se želi graditi ob vodi, ampak verjetno to več ne bo mogoče. Pa plazovi torej, kje graditi? Ja, plazovi so druga težka. To bojo mogli pa geologi povedati, tudi dati svoje mnenje, ker posod se ne da graditi. To se vidi sedaj v teh naših Polhograjcih. Hvala Bogu, da so sedaj, to so stare domačije, stare kmetije so gradili na skalah. Hvala Bogu. Če bi gradili mogoče malo stran, 10 metrov,
kot je še sedaj plasten gor po Vsovniku, bi hiše več ne bi bilo, ne, mogoče tudi ljudi ne. Preden pa današnjo informativno oddajo nadaljujemo s pregledom še ostalih dogodkov, ki so poleg katastrofalnih poplav in plazov še zaznamovali minuli mesec dni, na kratko o temah prihodnje informativne oddaje. Iniciativa za razvoj duševnega zdravja v občini Medvode, ki deluje v sklopu Zdravstvenega doma Medvode, je v torek v Kulturnem domu Medvode uspešno izvedla celodnevni seminar za 160 udeležencev oziroma udeleženk z vseh medvoških osnovnih šol in vzgojno-izobraževalnega zavoda Smlednik na temo razvoja samoregulacije, saj so znanja o stresu v teh turbulentnih časih še toliko bolj pomembna. Udeležene je med drugim nagovorila tudi podžupanja občine Medvode Mojca Murnik. V občini Medvode bomo na trajnostno mobilnost in trajnostni razvoj ponovno opozorili med letošnjim Evropskim tednom mobilnosti, ki sicer vsako leto med 16. in 22. septembrom nagovarja obiskovalce središč, mest, krajev, vasi, da bi bil promet prijetnejši z manj izpušnimi plini in hrupa. Podnaslov letošnjega tedna mobilnosti je enak lanskemu, trajnostno povezani. S dogajanjem smo pri nas začeli že v začetku tega tedna. Za motorna vozila so za več kot en mesec dni zaprli enosmerni odsek ceste ob Sori in namestili tudi razstavo Kolesarka, fotografsko razstavo Luke Vunduka o novi kolesarski povezavi in prvi. SRIP, krožno gospodarstvo. SRIP je kratica za strateško razvojno inovacijsko partnerstvo, ki ga upravlja Štajerska gospodarska zbornica, je v torek skupaj s predstavniki Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru in s partnerskim podjetjem Helios v svojem obratu v Preski predstavil skupno investicijo v pilotni reaktorski sistem za predelavo biomase v surovine za proizvodnjo bioosnovanih smol in premazov. Naložba je odličen primer povezovanja raziskovanja z gospodarstvom, hkrati pa sodelovanja med podjetji. Med vidnejšimi dosežki bo letos že 6. in največja konferenca o krožnem gospodarstvu od 6. do 8. septembra v Portorožu. Ob tej priložnosti so v Heliosu zavrnili možnost, da bi bili soodgovorni za občasen smrad, na katerega opozarjajo posamezni občani. Kot rečeno pa o teh temah v prihodnjih informativnih oddajah. Tokrat pa le še pojasnilo, zakaj letos še nismo prejeli odločb o višini plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Že v zadnji julijski oddaji smo sicer poročali, da je upravno sodišče doslej v 6 že obravnavanih primerih ugotovilo, da imajo zavezanci za plačilo nadomestila, ki jih zastopa odvetnica Mojca Cigale Kršinar, ki je tudi sama naša občanka, prav, ko so menili, da odmera nadomestila zanje leta 2020 ni bila pravična. Kot je dejala Cigale Kršinarjeva, je sodišče v vseh primerih, ko je odločbo razveljavilo, poudarilo, da mora biti obremenitev sorazmerna s koristmi, ki jih prinaša lastništvo nepremičnin posameznih kategorij, sicer je ureditev v nasprotju z ustavnim načelom enakosti. V konkretnem primeru je upravno sodišče presojalo o obremenitvi za zazidana stavbna zemljišča z gospodarskim namenom v prvem območju, za nezazidana stavbna zemljišča v ostale namene v drugem območju in o višini obremenitve za nezazidana stavbna zemljišča s stanovanjskim namenom v drugem območju. Upravno sodišče je v tem slednjem primeru dalo navodilo, naj nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča v drugem območju točkuje po odločbah za tretje območje, kar bi pomenilo, da bi tisti zavezanci, ki so se seveda pritožili na upravno sodišče, dobili povrnjeno nekaj več kot polovico že plačane dajatve. Kakšne strašne zgodbe ni tukaj zadaj, zakaj no se zdaj leto še ni. En razlog je gotovo sodbe upravnega sodišča, ki so prišle začetek poletja. Tiste smo pač vsi vzeli čas, da smo jih preučili, da smo pogledali tiste stvari oziroma tisto stvar, ki jo je sodišče od vseh presodilo, da bi morali delati po njihovem mnenju drugače. Mi še vedno res dejansko stojimo na stališču, da je razlika med drugim in tretjim območjem precej višja, kot to predlaga sodišče. In zato smo vlagamo zahtevek za revizijo.
Torej, dokler ni o reviziji odločeno, vse ostaja tako, kot je, zato gre tudi NUSZ s takimi odločbami ven, kot so bile pripravljene. V primeru, da bo pač tukaj revizija bodi si zavrnjena, bodi si potrjena sodba upravnega sodišča, bomo nemudoma potem jeseni na občinskem svetu prilagodili tako, kot bo sodišče odločilo. Zakaj torej ni v tem trenutku teh odločb še? To pa obdeluje zdaj FURS. Tako da, kot rečeno, mi ponavadi mislim, da smo to dajali konec junija. Zdaj takrat so te sodbe prišle, mi smo jih želeli preštudirati. Potem, ko je bila dosežena odločitev tudi med nami, da gremo v zahtevek za revizijo, je bilo pa potem tudi nam jasno povedano, da v primeru, da pa pač se gre v revizijo, pa zadeva še ni zaključena, kar pomeni, da ne popravljamo nobene od teh odločb, ampak počakamo na tisto, zato smo te odločbe posredovali na FURS. V petek 18. avgusta se je uradno odprla razstava v Mežnariji, pomožnem objektu in zvoniku cerkve Svete Marijete v Žlebeh. Razstava je najbolj tradicionalen in tudi najbolj obiskan del projekta Hiša na hribu, umetniškega projekta zavoda CCC, ki bazira v želji povezovati sodobno umetniško produkcijo s prostori tradicije, ruralnega okolja ter kulturne in naravne dediščine. V zadnjih letih so ustvarjalci projekt še nadgradili v pravi skupnostni projekt, rezultat katerega so razstavljeni skupnostni prti. Vizualno in zvočno dogajanje na odprtju razstave, ki bo na ogled do 24. septembra, je nadgradil koncert vrhunske skupine Ingenium Ensemble v organizaciji Kut Zbilje v mističnem okolju cerkve Svete Marijete. Nebo nad hišo na hribu ob odprtju razstave običajno grozi in vzdrži. Težko bi rekla, od kje ta sreča prihaja, ampak jaz mislim, da je na nek način tudi Bog na naši strani. Lahko pa bi tudi rekla, mogoče pa malo skrbi za nas tudi Francelj. Zbrane na odprtju letošnje razstave Hiša na hribu so poleg Zvonke Simšič in Mojce Senegačnik v imenu zavoda CCC, pod okriljem katerega projekt poteka, nagovorili še Nina Goršič, predstavnica Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, ki vodi partnerski projekt Smutis, Mojca Sfiligoj z domačije Prlenart na Belem, ki vsako leto gosti umetniško rezidenco Hiše na hribu, ter župan občine Medvode Nejc Smole in preški župnik Jure Koželj. Oba sta v svojem nagovoru obudila spomin na pokojnega Franca Cegnarja. Zvonka Tončka Simšič in Franc Cegnar sta projekt Hiša na hribu sooblikovala leta 2015 z željo, da ustvarjalci sodobnih umetniških praks svoje dela predstavijo na lokacijah, kjer to ni običaj, pa ne zaradi del samih, ampak tistega, kar predstavljajo, oziroma da bi odpirali nek bolj občutljiv pogled na soljudi in okolje, v katerem živimo. Ustvarjalci so tako projekt nadgradili z ustvarjanjem socialne zamisli, v kateri svoje mesto v umetniški izvedbi najdejo tudi obiskovalci. Jaz mislim, da se razvija prav v tisto smer, katero sva midva želela že prav v začetku. Ampak, če smo res iskreni, to se ne da tako na hitro. Taki projekti potrebujejo čas, potrebujejo pot. In letos smo res zgradili neko skupnost. Kar je tudi letošnja temeljna misel projekta. Da je skupnost tisto, kar ljudje v tem času potrebujemo. Slikarka Mojca Senegačnik je v projektu vstopila kot gostujoča umetnica leta 2019, postala sestavni del skupnosti in se po Cegnarjevi smrti vpela v soorganizacijo projekta. Kot umetnica počnem v bistvu na platnu isto, kot tukaj počnem v realnem življenju. Tudi tam imaš prazen, nepopisan list, za katerega si zamisliš koncept, potem nabiraš materijale, ideje in jih skupaj zlagaš. In zelo podobno je pri organizaciji enega takega festivala, kot je Hiša na hribu, ko si s kolegico Zvonko ponavadi že takoj ob koncu te prejšnje razstave začneva zamišljati, katere umetnike bi povabili, kaj nas je nagovorilo, kakšna je rdeča nit, pa mogoče zelo upoštevamo tudi impulze iz okolja. Projekt Hiša na hribu je ozko gledano dejansko svojevrsten razstavni prostor v Mežnariji in manjšem lesenem skednju ob cerkvi Svete Marijete v Žlebah in letos ponovno tudi v Zvoniku. Gledano širše pa je Hiša na hribu umetniški projekt, ki sledi želji povezati sodobno umetniško produkcijo s prostori tradicije in ruralnega ter kulturne in naravne dediščine. Že lansko leto se je projekt in tudi razstavni prostor razširil še na 2 lokaciji.
ob cerkev Svete Katarine na Topolu in na domačijo Prlenart na Belem. V letošnjem letu pa so se snovalci projekta še bolj ukvarjali s skupnostnim delovanjem, ustvarjalno gostovali na različnih krajih in v različnih povezavah. Tudi v partnerstvu s projektom Smutis, v katerega so vstopili na povabilo Urbanističnega inštituta Republike Slovenije. Začeli smo z žlebmi in se dobili v Mežnariji, kjer smo skupaj poleg peke kruha v krušni peči ustvarjali tudi skupnostni prt, ki je danes razstavljen celo v cerkvenem prostoru Svete Marjete na glavnem oltarju, tako da to je res en doprinos, da zmoremo skupaj. V okviru aktivnosti Smutis sicer iščejo nove oblike sodelovanja in vzpostavljanja lokalnih partnerstev s ciljem boljšega razumevanja in oživljanja javnih prostorov v majhnih in oddaljenih krajih. Namreč vemo, da ni dovolj, da samo urejamo javne prostore, da so fizično urejeni in tako naprej, ampak predvsem je pomembna močna skupnost, da lahko rešujemo nove izzive, ki so danes, kot vemo, tudi v Medvodah. Na začetku leta, ko smo začeli s temi našimi prti, o tej neki povezanosti skupnosti niti ni bilo to govora, danes pa po poplavah v Medvodah vemo, da smo še močni in zmoremo. V prostorih cerkve Svete Marjete in predvsem v zvoniku so tako razstavljeni skupnostni prti, ki so nastali v letošnjem letu na večjih delavnicah tega partnerskega projekta. Od predlani oziroma lani naprej se je izrazito pokazalo, da je ljudem zelo ustreza in so zelo hvaležni, če so lahko aktivneje udeleženi tudi v samem procesu dela. In zaradi tega smo se odločili, da začnemo eno tako sezono skupnostnih projektov skupaj z Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije, ki je dejansko v nas prepoznal eno tako točko v Polhograjcih, okrog katere se ljudje mrežijo, družijo in skozi umetnost ustvarjajo neko novo skupnost. Skupnostni prti je graditev ene vsebine, torej se povezovati. Ne samo umetniki med seboj, pri prtih smo bili navzoči tako umetniki kot prebivalci iz tega okolja. Šli smo pa tudi nekoliko širše po Sloveniji, tako da vsi prti niso prav iz medvoške občine. Na matični lokaciji, torej v Mežnariji in pomožnem objektu, bodo tako vsak konec tedna še do 24. septembra predstavljena tudi kiparska in slikarska dela povabljene umetnice Anje Kranjc in svetlobna prostorska postavitev združena z zvočno-ambientalno inštalacijo, ki gledalcem omogoča intimno doživljanje sodobnih umetniških dotikov in samorefleksije Natalije Črnčec in Nine Šardi. Na domačiji Prlenart na Belem bodo skozi celotno leto na ogled dela Luise Winter, Maruše Štibelj ter Boštjana Jurečiča, katerih umetniške intervencije vstopajo v prostor kulturne dediščine. Podobno velja tudi za postavitev potovk pri župnišču pri cerkvi Svete Katarine na Topolu. Kar se tiče pa umetnikov in umetnic, ki jih povabimo, stremimo pa za tem, da se pa v bistvu skupaj z njimi v tem okolju zlijemo v neko skupnost. Skratka, da so to ljudje, pri katerih čutimo, da imajo neko posebno senzibiliteto do vsakega prostora, v katerem se znajdejo, v katerem ustvarjajo, še posebej, da jih zanima narava, človek. Skratka, vse to, kar naša hiša na hribu nekako raziskuje, neko povezavo med naravo, človekom, med ustvarjanjem, med tistim, kar je nujno zlo, pa med tistim, kar v bistvu človek po čemer hrepeni. Jaz mislim, da je v ospredju neka kontemplacija, neka meditacija. Če ne to, je pa globoko razmišljanje. In tudi glasba, ki jo bomo slišali nocoj, je v skladu s to vsebino. Kako ste prišli do sodelovanja? Vemo, da gre za res kvaliteten sestav. Umetnike nekako izbiramo po notranjem občutku in dejansko se pokaže slika, ta bi res
pasal v ta prostor in potem se to zgodi. In ko stvari stojijo, recimo Anja Kranjec tukaj v Kašči, ko je postavila prvi kip, so se mi dvignile dlake po konci. Zvonka Tončka Simčič, ustvarjalka na področju vizualne in intermedijske umetnosti ter performansa, je za svoje delo, predvsem pa projekt Hiša na hribu, letos prejela tudi medaljo občine Medvode. Je sedaj na vas kakšno večje breme mogoče? Imate občutek, da ljudje od vas pričakujejo še kaj več ali točno to, kar dajete? Jaz v resnici o tem nisem razmišljala in delujem tako, kot sem prej. Mogoče pa vseeno domačini so imeli priložnost nekoliko več slišati o tem delu in mogoče tudi lažje sprejemati vsebine. Na odprtju razstave Hiše na hribu je vizualno in zvočno dogajanje nadgradil koncert vrhunske skupine Ingenium Ensemble, ki je bila ustanovljena leta 2009. Je vokalna zasedba 2 pevk in 4 pevcev. Prejeli so že vrsto nagrad na različnih mednarodnih tekmovanjih in zlati znak Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Vokalna skupina, ki veliko gostuje tudi v tujini, izvaja predvsem madrigale in motete iz obdobja renesanse, priredbe slovenskih ljudskih pesmi ter nova sodobna dela mladih slovenskih avtorjev. Cilj jim je predstaviti tudi redko izvajanja dela, neznane mojstrovine, promocija mladih skladateljev in rast kakovosti zvoka ter samega izvajanja. Ostajamo pri glasbi. Od 11. do 13. avgusta je ob Zbiljskem jezeru ob zvokih country glasbe, topotu čevljev, strastnih plesalcev, kavbojskih plesov dišalo po počasi pečenih mesnih dobrotah. Paša za oči pa so bili izjemni ameriški starodobniki, jahanje konj in mehanskega bika ter mnogi obiskovalci, ki so se uživeli v dogajanje in se prepustili ameriškemu vzdušju. Čas je bil spet za izjemen dogodek, ki je v Zbilje privabil obiskovalce od vsepovsod. Wild West Fest on Fire 2023. Kdo bi si mislil pred leti, da se bo takrat prvi dogodek, ki je sicer privabil množico tekmovalcev v Peki na žaru, razvil v tako obširen dogodek, kot se je odvil letos. Začel se je tako z mojo otroško željo, da sem šel enkrat v Teksas, tam sem spoznal pač te stvari, barbecue, country ples, prvič videl ameriške avtomobile. Očitno je bilo že nekaj tega iz otroštva zraven in sem pač en večer rekel, dajmo mi pripeljati to v Slovenijo. In zdaj, ko to pomislim, je bilo malo v hecu rečen, ampak evo, danes tukaj v Medvodah imamo ob Zbiljskem jezeru točno to, pa še malo več. Da se nek dogodek razvije, kot se je Wild West Fest Festival, je seveda potrebno imeti idejo, ogrodje, okoli katerega se gradi dodatne dejavnosti. Na srečo se je 5 prijateljev, organizatorjev, našlo na različnih, a kompatibilnih področjih. Vsak od nas ima določeno strast iz področja, ki ga pokriva ta festival. Jaz pač živim za barbecue, drugi za druge stvari in osnovna ideja je bila, da združimo vse te stvari, da je na festivalu res dejansko vse, kar lahko, bom rekel, ena kultura pokaže. To pomeni od ameriških vozil, ameriških konjev, do barbecueja, do plesa, do delavnic, skratka, tudi teh elementov, kot je mehanski bik. In nam v bistvu to uspeva. Moja strast je barbecue, to je počasno priprava mesa, dimljenje na nizkih temperaturah in res veliko ur. Tako da zdaj smo imeli recimo v sklopu festivala delavnico, kjer smo kos mesa 20 ur dimali z manj kot 100 stopinj. Tako da to so v bistvu končni produkti, je pa nekaj takega, ki se ne da opisati z besedami. Tako da in to hočemo predstaviti sem, hočemo tudi malo podreti to predstavo velikega dela Slovencev, da je ameriška hrana nezdrava. Ja, je nezdrava, ampak obstaja tudi del, ki je pa res nekaj svojevrstnega. Ker pa gre za družinski festival, je bil za otroke vstop prost, zabavali pa so se lahko z brezplačnim jahanjem konj in mehanskega bika. Mame pa so se zavrtele na plesnih delavnicah, očetje pa so si ogledovali ameriške avtomobile, če smo seveda malce stereotipni. Skratka, za vsakega nekaj. Hodimo v Avstrijo, na Hrvaško, po Sloveniji
In tukaj pa najbolj pestra lokacija, ker je združena s country plesom, muziko in barbecue. Imate en krasen avtomobil, kakšne vrste je to? Kaj je to? To je Chevrolet Pickup, 56-letnik, 1956. Kje ste ga kupili, dobili? Na Nizozemskem. Nizozemska, prišel je pa z Amerike, jasno. To so ameriški avtomobili. Ne? Ljubitelj ameriških avtomobilov tudi sicer? Ja, imam še dva Cadillaca, čudovita, to je pa en Pickup, ne? Ta je pa Chevrolet. In ko se vozite s tem avtom takole naokrog, zbujate najbrž veliko pozornosti. To je tukaj nekih pozdravov, pa kupanja, pa pozdravov, pa tako naprej. A se že jih slikamo, ker to ne vidiš nikjer, samo v filmih še in tako naprej. Veliko lepih komentarjev. Well, I'm visiting my family who stays here in Finland, so, that's the reason I'm in the country. Yeah. And I came here today because this seemed like it would be a lot of fun. Yeah. Are you used to this kind of festival? Oh, yeah. Yes? Yeah, the only difference is in the United States they have guns. And it's nicer without the guns. They do the quick draw like that. They have a duel. Okay. You know what I mean. So we took the good things from American festivals. Oh, yeah. Well, food. I mean, a lot of it is very similar or the same. The food, the smells. Oh, yeah. The music. Yeah, it's very. The dancing. And the hats. I like the cowboy hats too. Country sem go slušal, kaj pa vem, že 20 let nazaj, od George Jonesa do Alan Jacksona in vse ostalo. Imeli smo tako zvani Ledstar Country Band, gostilna Ledstar v Radovljici. Šef gostilne igra orgelce, saks in kitaro. In je poklical fantine skupaj in smo naredili band in 5 sezon smo igrali ob četrtkih country muziko. Pol pa preberem country festival na Zbiljah. Čakaj, moram biti tle, ne gre drugače. Tudi če Slovenija pod vodo, Atlantida, boli me, jaz bom tlele. Čistko, moram biti tle, je vodo. Kaj je najboljša stvar danes tukaj? To ne smem povedati, ker v bistvu to, da sva prišla z mehen predelanim čopar motorjem in mislijo, da razstavljava. So pa čisto navadno obiskovalca in so prišla od zaston. Bomo nič povedali. Ne, ja. Še ena od zelo zanimivih značilnosti pa je country ples oziroma ples v vrstah. Oder je bil poln ves čas. Ples, kakor vsak ples, isti osnovni koraki, ker v ostalih plesih, samo da je country glasba, pa vsi plešemo isto koreografijo, ponovadi neko enostavno, obrnjeno v isto smer. Se pravi, ne držimo se za roke, ampak smo tako v vrstah, en za drugmu, še zmeraj imamo kontakt z drugemu s pogledi, ampak ne dotikamo se, pa plešemo pač. Ampak to, kar danes vidimo tukaj zadaj, to so različne koreografije z nekim osnovnim korakom. Pač ni osnovnega koraka, kot recimo pri čačečaju, ali pa kakšnem takem plesu, imaš osnovne korake plesov, recimo kot jazz kvadrat vzameš, daš noter, ga zaplešeš. Imaš šafel, kot pri ča-ča-ča, ga daš noter, plešeš. So pa koreografije večinoma enostavne, tako zapomniti si moraš recimo 32 korakov, to je nekje 8 figur in pa to ponavljaš. Običajno delovno tukaj v Medvodah, danes pa bolj za zabavo, a ne? Tako, človek mora poskrbeti za eno in za drugo in mislim, da je tako prav. Sploh pa, če nekaj počne iz veselja za svojo dušo, je pa to sploh super. In tukaj v Medvodah, kadar je Wild West Fest, je vedno enkratno. Danes plesavka tukaj? Tako je, jaz že kar nekaj časa plešem, prej ples v vrsti, zdaj že nekaj let pri Wild Westu tudi country plese, tako da to je tisto, v čemer res uživam, kjer si napolnim baterije. Tudi po tem delu, zelo stresnem po poplavah, se mi zdi, da nekaj takega pride zelo prav. Je kaj drugače plesati takole na festivalu kot sicer?
Ja, mislim, da je predvsem ena dodatna energija, ogromno ene dobre energije je tukaj in ko te ponese ta množica, ko res uživaš v plesu, ko vidiš, da nas družijo iste stvari, ja, je drugače. Za nas festival poteka 3 dni, za vas pa? Pa kar 1 leto, ja. Tako da 1 leto za nas poteka, sploh glede na to, kako je bilo lansko leto, ko nas je neurje dobilo. Mi smo v bistvu že rekli ne, skoraj smo že obupali, pa smo pol, bom rekel, so nam bližnji rekli, dajte, to je vaša strast, ne bo v redu, če tukaj odnehate. Vedeli smo, da imamo potencial, ustrajali smo, tako da je celo leto so bile priprave, ki so se pa pol stopnjevale. No. In zdaj, bom rekel, zadnjih 14 dni je pa res dobesedno na polno, sploh če vemo, kaj vse se je tukaj pri nas dogajalo. No. Prizorišče, kjer je potekal festival, je bilo namreč tudi precej poplavljeno, a jim je z veliko truda uspelo vse pripraviti do začetka dogodka. So pa solidarnostno zbirali tudi sredstva, ki jih bodo namenili tistim, ki potrebujejo pomoč po poplavah. Petkov večer je bil tudi poseben, minil je namreč v znamenju slovenske glasbe. To nam je bila velika želja, ker se veste, v preteklosti marsikaj človek sliši, ko organizira tak festival, tudi glede na svetovne razmere, ampak mi vztrajamo na svoji poti, hočemo približati pozitivne stvari in zato smo se odločili, da probamo povezovati tudi na tem glasbenem delu. Res včeraj smo imeli tukaj eno skupino, to pomeni res odličnih ljudi, rock and banda smo imeli Andreja Šifrerja skupino, PG-ja smo imeli, to so imena, ki lahko rečemo kar legende slovenske zdaj scene, vsi so prišli in so naredili tukaj v Zbiljskem jezeru res neverjetno vzdušje in smo zelo veseli, da smo se odločili, da gremo tudi malo ven iz countryja in to je tudi naša usmeritev, da še širimo vse skupaj. Na tekmovanje v pripravi BBQ specialitet se je letos prijavilo 12 ekip in glede na način pečenja so bili rezultati znani šele v nedeljo. Pit mojstri pa so bili kar skrivnostni, ko smo iskali skrivne recepte. Malo smo došli ovdje i da vidimo što znamo, koliko znamo i da naučimo neke nove stvari ovdje. In včeraj ste pričeli smokarje, ste vključili, naredili meso? Evo, već smo pokrenuli, znači radimo taj extra low, extra slow, tako da lagano već dimimo meso na niskim temperaturama za sutra, za ocjenjivanje. Mi lahko zaupate skrivnost, naša oddaja bo šele v četrtek? Pa vidjet ćemo da li ćemo uspjeti pogledati, da. Je kakšna posebna sestavina, kakšen poseben postopek za izdelavo? Samo jako puno zabave i lijepo sve polako, bez puno stresa. Tekmovali so v kategorijah goveji brisket, svinina, svinska rebra, natrgana svinina in piščanec. Zmagovalna ekipa prihaja iz Avstrije, ujeli pa smo tudi najboljšo domačo ekipo. We will have fun. We see other people and good friends. We give our best, so also the other team, and we have a little bit luck, or more luck than the other teams. That's the magic. Treba je verjeti, kaj delaš in delati srcem. Mi uporabljamo striktno doma narejeno oziroma sol, poper pri govedini, mogoče paprika zraven pri česen, pri svinini, vse, kar naredimo sami. Tudi tomake sami skuhamo. Meso pa mora biti zrejeno, vzgojeno in zaklano v Sloveniji. Na festivalu so organizirali tudi različne delavnice. Eno je vodil eden najbolj prepoznavnih ameriških žar mojstrov. I love Slovenia. Ljubljana has been awesome. I've been blessed to be able to go to a lot of cool places all over the world. This has got to be my number one. Honestly. I mean, when I say that, scenically it's beautiful, the people are beautiful, the culture is beautiful, and the food is amazing. And I mean, everything I've eaten, everything. And I'm a foodie guy, so I'm in the food business. So breakfast, lunch, dinner, the coffee, everything is awesome. Razkrival je skrivnosti peke na žaru in tudi nam zaupal ključno. So, when people get into barbecue, which is a very popular thing, that's why I'm here, it's global, learn your barbecue pit. I don't care if it's a small pit or a big pit, learn your pit. Learn how to run it. Learn how to make sure it's efficiently. Because what happens is,
when you cook a good barbecue or run your pit right, then your meat's going to be right. You know what I'm saying? So learn your pit. I can tell people buy pits and they don't understand them, and then they get discouraged and they're like, I don't want it no more. Learn your pit. Everything is all about progression. Na sobotni predstavitvi pa so pekli piščanca. I cooked chicken for the demo today, just chicken thighs and chicken legs. Simple, but you do it right, people enjoy it. You got the right rub seasoning on it, it's right. You got the right sauce, and it's right. And people here loved it. But you're eating now a burger. You said it's good. It's very good. I'm real funny about burgers. I don't normally go to other countries and eat burgers. I just don't. Because I know I'm from America and I can get a good burger. This burger is the best burger in Slovenia, in my opinion. It's just awesome burger. Are you only a meat eater or you eat vegetables? I love vegetables. Yes. I'll grill some asparagus. I love cucumbers. I love salads. Yeah, I do. I'm balanced. Mowkejson pravi, da se bo v Slovenijo še vrnil na počitnice, še prej pa je nekaj žardobrod na ponedeljkov dan solidarnosti spekel tudi za pridne prostovoljce, ki so čistili po poplavah. Društvo Amulet D20 je tudi med poletjem skrbelo, da mladim v Medvodah ni bilo dolgčas. Da so bila njihova srečanja še bolj nepozabna, so na eno izmed njihovih poletnih srečanj namiznice povabili tudi avtorje prve slovenske namizne igre s figuricami Eldfall Chronicle. Ena izmed glavnih avtoric igre je tudi občanka občine Medvode, prav tako pa so v avtorski ekipi nekateri člani društva Amulet D20. Društvo Amulet D20 je tudi med poletjem vsak teden prirejalo srečanja, kjer so se obiskovalci lahko družili, barvali figurice ali pa igrali raznorazne namizne igre. Na julijskem srečanju namiznice, srečanju, ki je v prvi vrsti namenjeno igranju namiznih iger, pa so člani društva povabili avtorje igre Eldfall Chronicles, prve slovenske namizne igre s figuricami, da so obiskovalcem predstavili novo igro. Torej, namiznice, kot ime pove, so usmerjene v to, da se igra bolj namizne igre. Četrtkove delavnice so za barvanje figuric, tukaj pa bolj namizne igre, pa tudi razne vojne igre, kot vidite tukaj zadaj. Eldfall Chronicles so danes z nami in rabijo malo večjo mizo, malo dlje cajta traja, ampak ko se navadi, še pa fajn stvar. Eldfall Chronicles je prva slovenska namizna igra s figuricami in je sodpa v angleščini, če lahko uporabim izraze, v žanr iger, ki se jim reče wargame. To so v bistvu igre, ki so zelo taktične, igrajo se predvsem z figurami visoke kvalitete. Celotna igra pa obsega še nek aspekt hobija sama po sebi, kjer je v kar pa še vse od sestavljanja do barvanja figur, izdelave terenov, na katerih se igra in tako naprej. Sama igra je simulacija neke vrste realističnega bojevanja, kjer potek igre bazira na realni dinamiki boja. Podobne vrste iger, torej wargames oziroma bojne igre, pogosto temeljijo na fantazijskem svetu, pri čemer pa igra Eldfall Chronicles odstopa, saj skuša čim bolj temeljiti v realizmu, da bi igralcu omogočili čim bolj avtentično izkušnjo. Igra je tako postavljena v predmoderni čas, čas, ki še ne pozna parnega stroja in vseh sprememb, ki jih je prinesla industrijska revolucija. Vseeno pa igra odstopa od realnega sveta, saj se svet deli na 4 večje državne tvorbe, ki se med seboj borijo, da bi odkrile tako imenovane kronike padle dobe, oziroma Eldfall Chronicles, po katerih se igra tudi imenuje. V bistvu Eldfall Chronicles bi v slovenščini na nek način pomenil kronike padle dobe na nek način. Zakaj? Zaradi tega, ker se dogaja v svetu, ki je trenutno v dobi, ki se dogaja za eno drugo dobo, kjer je se nek kataklizmičen dogodek zgodil. In v bistvu cela zadeva, cel setting se vrti okoli tega, da ljudje odkrivajo, ljudje tega trenutnega časa odkrivajo v glavnem kronike starega sveta. Eldfall Chronicles je nastala v okviru podjetja Free Company d.o.o., katerega je ustanovilo 5 prijateljev, ki jih druži skupna ljubezen do namiznih iger. Vseh 5 je tudi sodelovalo pri ustvarjanju igre Eldfall Chronicles, med katerimi pa sta glavna avtorja Žiga Gantar in naša občanka Tjaša Gaber. Zrasla je iz naše ljubezni do fantazijskih stvari na splošno.
iz knjig, iz raznih drugih iger, ki smo jih igrali. In pol v bistvu smo bili na faksu, nekako nismo vedeli, kaj točno delati med urami, razen to, da pač nismo se li dosti učili, ne se ne, no. Ampak ja, pol v bistvu smo to začeli kot hobi delati in nazadnje je zdaj to naš šiht. Poleg Tjaše Gaber in Žiga Gantarja, ki sta glavna avtorja, so igro soustvarjali še Samo Planinc, Aljaž Sikovec in Patrik Kovač. Eldfall Chronicles je že takoj ob napovedi igre požela mnogo zanimanja med ljubitelji namiznih iger. To zanimanje in navdušenje nad igro pa se je razširilo do te mere, da je celotna igra nastala s pomočjo donacij, ki so jih dobili preko Kickstarter kampanje. Igra je ob izdaji požela ogromno pohval in čeprav je dokaj nova, ima že relativno veliko bazo ljubiteljev in navdušencev, ki jo igrajo tako rekoč vsak teden. Če vas zanima, kako igra poteka, si lahko ogledate spletno stran igre, lahko pa si jo pridete ogledati tudi v živo na srečanja društva Amulet D20, kjer bo skoraj vedno prisoten vsaj en izmed avtorjev. Torej, ta igra je zate, če te zanimajo, oziroma bi rad probal kakšne malo bolj strateške stvari. Če te zanimajo igre, ki so pač, recimo, nauči se jih dosti hiter, ampak veš, da jih boš lahko igral leta in leta. Pol je to igra zate, se mi zdi. Mi te lahko naučimo, ponavadi smo med vodah, tudi igramo, tako da lahko se naučiš iz prve roke. Dobiš pa na naši spletni strani eldfallchronicles.com in ja, pač je v bistvu zdaj v redni prodaji. No. Več o igri si lahko pogledate tudi na njihovi spletni strani eldfallchronicles.com ali na njihovih socialnih medijih, kot so Facebook, Discord in Twitch. Za prihodnjo oddajo nam je ostalo še nekaj tradicionalnih počitniških dogajanj za otroke in mladino in tudi športni pregled poletja. Lovska družina Šmarna Gora je v nedeljo, 20. avgusta, povabila na že 3. memorial Franca Barbiča starejšega. Gre za lovsko-strelsko tekmovanje na njihovem strelišču v Zavrhu pod Šmarno Goro, s katerim od leta 2021 dalje počastijo spomin na svojega lovskega tovariša. Predtem je tekmovanje potekalo v spomin na Janeza Bokala. Lep nedeljski dan z idealnimi razmerami za merjanje strelskih sposobnosti je na rob gozdiča pod Šmarno Goro v Zavrhu, kjer domujejo člani Zelene bratovščine Šmarna Gora, privabil dobrih 40 strelcev z lovskimi puškami. Pomerili so se v 2 standardnih disciplinah, v streljanju na 25 glinastih golobov v lovskem položaju in v 10 strelih z malokalibrsko puško z optiko ali brez na tarčo v sedečem položaju ob fiksnem kolu. Imamo takole več skupin, člani, veterani, superveterani in skupno potem. V vsaki lovski družini so fantje, ki so bolj športno naravnani in streljajo samo na glinaste golobe, pa tudi malo kalibrska, vendar ne. Nimamo pa olimpijskih prvakov, no, tako veliko. In pa streljanje z malo kalibrsko puško, kakšne so pa recimo specifike tam? Videli smo, da potem se pobirajo točke, bolj potrebna neka preciznost, umirjenost. Seveda, tam je treba pa preciznost, umirjenost, natančnost, da zadaneš čim bolj v črno. Strelskih izzivov se lovci letos že 3. lotevajo v spomin na svojega tovariša Franca Barbiča starejšega, ki je bil član lovske družine vse od leta 1956 in častni član od leta 2009. Priznani preparator, mojster rezbarstva z unikatnimi izdelki iz jelenje roževine in odličen strelec je prejel številna odlikovanja, tako družinska, strelska kot strani Lovske zveze Slovenije, predvsem pa je veljal za vzor poštenosti in zaupanja znotraj Zelene bratovščine. Ja, to je imel res sposobnost razbarjanja teh jelenih rogov. Mislim, da ima vsak lovec njegov spomin nanj s temi broškami. To je neprecenljivo, no vem. Sedaj to delajo strojno, on je pa to vse ročno delal. Sicer je za 46 članov lovske družine Šmarna Gora, ki skrbijo za rajon med trzinsko obvoznico, občinami Šenčur, Mengeš in Vodice ter reko Savo na zahodu, leto polno tradicionalnih aktivnosti, ki se spomladi začnejo z očiščevalno akcijo in nadaljujejo z rednimi delovnimi in naravovarstvenimi akcijami v gozdovih pod Šmarno Goro.
Redno skrbijo za sadnjad z vnašanjem kamene soli in z rednim letnim odlovom, ki je določen z državnim programom, skrbijo za naravno ravnovesje v naših gozdovih. Ja, v gozdovih Počmarna gora ni lepa. Prišel je šakal, nam v bistvu zmanjkuje srnadi. Tako da druge take divjadi pa pri nas ni. Pri nas nimamo vpliva na živinorejo ali pa kar takega, smo samo vezani na srnad, ta pa ne povzroča nekakšne škode. Mi imamo srečo, ker nimamo še veliko prisotnosti divjih prašičev, ker nam na eni strani omejuje reka Sava, na drugi strani je avtocesta. Vendar se počasi približujejo, no? Ker smo mislim, da je edina lovska družina, ki še nima stalne prisotnosti divjih prašičev. Najboljše strelce so na koncu dneva čakali pokali, medalje ter praktične nagrade v 3 kategorijah: člani, veterani nad 55 let in superveterani nad 65 let. Predvsem pa prijetno druženje zelene bratovščine ob hrani in pijači. Sledi črna kronika, najprej mesečni pregled, potem pa še aktualna tedenska. Medvoški policisti so tudi v času, ko so bile novice med vodami na počitnicah, pridno pošiljali poročila o svojem delu. Sledi poročilo o obravnavanih dogodkih v občini Medvode od 20. julija do vključno 17. avgusta. Občan je imel nesrečo z voznikom iz tujine, a škoda ni bila velika in so policisti odstopili od ogleda. Motorist je na varju poškodoval 2 parkirani vozili, tudi v tem primeru so policisti odstopili od ogleda. V Zbiljah pa je voznik osebnega vozila izsilil prednost vozniku kolesa, ki se je kljub poskusu izognitve trka v nesreči hudo telesno poškodoval in je bil z reševalnim vozilom odpeljan na urgenco. Občan se je samo prijavil, da je na prehodu čez železniško progo s tovornim vozilom odlomil zapornico. Policisti so po ogledu o odlomljeni zapornici obvestili uslužbence Slovenskih železnic, vozniku pa izdali obvestilo o odstopu od ogleda. Pri trgovini Hofer sta se 2 voznika zapletla v manjšo nesrečo, ker pa sta izpolnjevala pogoje za udeležbo v prometu, so policisti odstopili od ogleda. Na parkirišču v Zbiljah je nekdo poškodoval kar 3 vozila. Nekdo je v prodajalni v Medvodah ukradel nahrbtnik, hitri policisti pa so potem storilca z odtujenim predmetom tudi izsledili. Uslužbenka finančne uprave je policistom prijavila tatvino inventarja iz mobilne hiške v Spodnjih Pirničah. V industrijski coni v Preski pa je prišlo do požara v zapuščenem kovinskem kontejnerju. Požar so pogasili prostovoljci PGD Preska Medvode. O tatvini celotnega inventarja iz mobilnih hišk v Spodnjih Pirničah je policiste obvestil tudi novi lastnik hišic. Policisti bodo tatvino seveda raziskali. Vlomilci so vdrli tudi v hišo v Trnovcu, lastnik podjetja iz Zbilj pa je naznanil, da so mu izvršili tatvino službenih računalnikov in delov vozila. Za dejanje je osumil zaposlene v podjetju, policija pa si pri preiskavi pomaga tudi s pregledom nadzornih kamer. Občana iz Žleb so neznanci po spletu izsiljevali za denar, policisti sedaj zbirajo obvestila o dogodku. V Zbiljah je pijan pešec z brco poškodoval osebno vozilo sokrajana iz Medvod, nek drug občan iz Medvod pa je prijavil tatvino kolesa v industrijski coni Preska. Še enega občana pa so pri nakupu prek spleta s prikazovanjem lažne spletne strani Pošte Slovenije ogoljufali. Policisti so v Vikrčah pri kontroli prometa odkrili voznico, ki ni imela veljavnega vozniškega dovoljenja, v Preski pa je krajan prijavil, da njegov sosed vpije na mimoidoče, zato je kršitelj po posredovanju policistov prejel globo. V Spodnjih Pirničah so se kregali sosedje, policisti so jih pomirili, ugotavljajo pa tudi, kdo bo za kršenje javnega reda in miru moral poravnati globo. Občanka iz Preske je zaskrbljena obvestila policijo o negibnem moškem na otroškem igrišču. Na srečo je od alkoholnih substanc tam ležal stari znanec policije, a so za vsak slučaj, če bi bila zastrupitev prehuda, poklicali reševalno vozilo, ki ga je odpeljalo v zdravstveno oskrbo. Na reži bankomata pri trgovini Špar je občan našel bančno kartico, ki so jo policisti v nadaljevanju postopka vrnili lastniku.
pa še 2 poštena občana sta razveselila sokrajana. V Sori je nekdo našel izgubljeni mobilni telefon, v Medvodah pa denarnico. Oba lastnika izgubljenih predmetov ju imata že v svojih rokah. Policisti so bili poklicani tudi v center Medvod, kjer so se pretepali neznanci. O incidentu še zbirajo dodatna obvestila. Na Varju so odkrili voznika iz tujine, ki je imel prepoved vožnje na območju Slovenije, zato so mu odvzeli vozilo in postopek predali sodišču. Občan iz Spodnjih Pirnič pa je prijavil, da ga je napadel nekdanji sosed. Policisti so zbrali obvestila obeh udeležencev in bodo kršitelju izrekli globo. Občana iz Medvod pa je zmotilo preglasno poslušanje glasbe, zato je poklical policiste, ki so v postopku kršitelju izdali globo. In še poročilo medvoških policistov za zadnja 2 tedna v avgustu. Obravnavali so 4 prometne nesreče. 2 pri trgovinah, pri obeh so zaradi manjše škode odstopili od ogleda. Na parkirišču prenočišča sta trčila tujca, tudi v tem primeru so policisti odstopili od ogleda. Enako pa so storili tudi v primeru prometne nesreče na Gorenjski cesti, kjer je prišlo do nesreče zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji. Mladoletnega občana so izsiljevali preko spleta. Policisti sedaj zbirajo obvestila. Občana z Golega Brda pa se je sosed lotil kar s palico. Policisti so pomirili razgreteža in sprejeli prijavo klicatelja. Na Belem si je domačinka pri košnji trave odrezala prsta na roki. Za poškodovanko so poskrbeli reševalci urgentnega bloka v Ljubljani. V Smledniku so se pretepali mladoletniki. Zoper kršitelje bo uveden prekrškovni postopek, o dejanju otrok pa bo obveščen tudi pristojni center za socialno delo. V Valburgi pa je pes ugriznil deklico. Policisti so po prijavi uvedli prekrškovni postopek zoper lastnika, o ugrizu psa pa obvestili tudi upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. V Medvodah sta se sprla soseda, policisti pa so jo pomirili in kršitelju izrekli kazen. Občan iz Zgornjih Pirnič je na policijo prinesel gotovino, ki jo je našel v bančnem avtomatu. Policisti bodo po pridobitvi informacije o lastniku pozabljene gotovine to vrnili lastniku. Nek drug občan pa je našel bančno kartico. To so policisti že vrnili lastniku, enako so storili tudi z najdeno denarnico, ki jo je občan prav tako prinesel na policijsko postajo. V Preski pa je v poslovnih prostorih v industrijski obrtni coni Preska prišlo do požara. Požar so pogasili gasilci PGD Preska Medvode. Policisti so opravili ogled požara in so tujo krivdo za nastanek požara izključili. Vozniki opozarjamo, da policisti v prvih šolskih dneh poostreno nadzirajo okolico šol in pozivajo, da bodite pozorni na razigrane otroke, ki so še pod vtisom počitniških doživetij in niso še dovolj pozorni na promet. Policisti bodo preverjali tudi varno hojo otrok v šolo in prečkanje ceste, opremljenost otrok z odsevnimi telesi za večjo varnost ob zmanjšani vidljivosti, opremljenost učencev 1. in 2. razreda z rumenimi ruticami, brezhibnost koles, koles s pomožnim motorjem in koles z motorjem. Redno bodo preverjali tudi pravilno uporabo varnostne čelade. Za konec pa še povabilo na kakšnega od dogodkov ta konec tedna na dirko z garami za veliko nagrado Senice. Na zaključek festivala Poletje med vodami z dobrodelnim koncertom za glasbene rock'n'roll zadokusce bodo poskrbeli Hamo and Tribute to Love. V nedeljo pa vas na piknik, prav tako glasbeno obarvan, vabijo tudi medvoški taborniki. In ja, res je, jutri je novi šolski dan. Gledali ste četrtkovo informativno oddajo. Prijeten večer vam želim še naprej in seveda nasvidenje do prihodnjega tedna. Lep pozdrav!